Z nami je gospod Jure Štajbi, prebrali ste nam vse o njem v naši knjižici, velika osebnost slovenskega novinarstva in slovenskega oglaševalstva, mislim, ena povezava, pravzaprav, v kateri bomo mogoče kasneje tudi kaj rekli, ker je vseeno malo provokativna, ne? Ampak čisto za začetek bi pa vas vprašala, kakšne asociacije v bistvu na to, kar ste sami kdaj doživljali, vam daje ta film, ali vam je kakšne povezave z dogajanjem pri nas sprožil. Ima kdo kakšno misel? Ja? To se mi zdi, da se kar na prvo žogo ponujajo primerjave, da mogoče zaradi tega pravzaprav se noben oglasi, ker so preveč vidne povezave. Zato bom kar začela. Mislim, mi smo imeli v 80-ih letih, pravzaprav v tem istem času so se pri nas dogajale take velikanske spremembe na tem marketinškem področju, ki jih pa zdaj tudi zgodovinarji pravzaprav interpretirajo kot pomembne pri družbenih procesih, ki so se takrat dogajali. In gospod Apih, povejte vi, kako bi ta film doživljate z vašimi izkušnjami, ker ste vi pa sodelovali, naprimer, že od tiste, jaz se nekako smatram na začetek enega drugačnega oglaševanja, tisto akcijo Rad imam mleko, ki je v bistvu odpirala, spodpirala, sprožila eno tako veselje do življenja, do lepih stvari, do odprta prihodnost. Ja, pravzaprav me ta film na nek način prizadene celo bolj neposredno. Res je, da imam nekaj te akcije, ki so bile takrat skojen prijazen spomin, ampak bil sem upleten čisto neposredno v promocijo slovenskega plebiscita. In dolgo časa sem bil na to ponosen. Geslo za 4 milijoni pridnih rok se nam ni treba bati prihodnosti, je zvenelo močno. Mislim, da nam je dalo pogum. Žal je danes slika taka, da je dokaz, da zgodovine ni konca, ampak da se vrti naprej in naprej. Čeprav smo imeli včasih občutek, tam v 80-ih letih smo imeli še občutek, da se je zgodovina ustavila in da se ne bo nič več zgodil. Potem se je zgodil, kar se je zgodil, pa smo mislili, no, ok, zdaj pa je, kaj je, pa vidimo, da ni res, da se spet vrti naprej, da spet melje. Mene so te paralele s tem filmom in s tem časom zelo močne, tako osebno kot sicer kot Slovenec državljan. Pa profesionalno, ne? Ja, seveda, profesionalno. Dosti dobro je tukaj pokazan smisel, oziroma kaj je poanta take propagande, to je propaganda, to ni vprašanje, to je propaganda. Mislim, da je ta poanta ne kazati negativnih stvari izjemno pomembna. Pa ne samo zato, ker oglaševanje pomeni v bistvu sanje in pa obljubo, ne pa obračunavanje, negativna oglaševanja se redko kdaj izkažejo. Ampak tudi zato, ker je to obdobje, ta preteklost
Čila, pa tudi naša je bila skupna preteklost. Ni preteklost samo ene strani. Pred kratko je bilo smo gledali tisti Mehana, ker so govorili o banalnosti zla. Kjer se gre za to, da pravzaprav ne gre samo za en ozek pas iz kreatorjev, ampak da smo za nek način vsi so odgovorni. Vsi smo malo krivi za tisto, kar se je dogajalo. Če drugega ne zato, ker smo bili ti, ker smo stran gledali. Ali pa zato, ker smo se iz nekega razloga upletali. Zato je to obračunavanje s preteklostjo vedno zelo sporno. Ljudje ne radi sprejemajo, ker ga raje potisnili ob strani. Zato je bila v tej akciji najbrž, po mojem, je bila to ključna točka, da se niso odločili za tisto, kar je bilo na mizi, kar se je izgledalo najbolj preprosto pokazati gorje. Zato gorje so vsi vedeli, da ni bilo treba kazati. In če ga češ postaviti drugo stran, se ni treba z njim soočati tako, da pravzaprav pozivaš na drugo stran še celo vrsto skupino ljudi, ali pa so vse, ki so to doživljali. Ne glede na to, da so iz tega potegnili pozitiven učinek. Ali ne. No, skratka, jaz ga na vsak način doživljam in profesionalno kot močno paralelo našega časa pa naših dogajanj. Ste nekateri pišejo, da je ta slika v tem filmu tega referendumskega dogajanja, da je poenostavljena in da v bistvu to oglaševanje vendar ni imelo tako ključne vloge. Ampak vendar, a ste vi recimo takrat vedeli za to dogajanje v Čilu? Ker to je pa res, v bistvu bi že lahko vedeli. A ste že vedeli, da so bili oglaševalci oziroma ti profesionalci tako močno vključeni, da je bila ta kampanja tako odločilna? No, to je zdaj seveda stvar, kateri bi lahko diskutirali. Jaz tudi sam ne mislim, da lahko oglaševanje obrača zgodovino in da je bilo tukaj odločilno, da je spremenilo ljudi, ni spremenilo. Dalo jim je pa pogum, dalo jim je pa mogoče ljudje so vedeli, kaj se dogaja. Samo ljudje potisnemo včasih stvari, ki jih vemo nekako na rob, pa nočemo o njih razmišljati. Ampak Čile je bil takrat zrel za spremembo, tako kot je bila Slovenija zrela za spremembo. Stvari so bile dosti jasne, samo treba jih je bilo artikulirati in treba jih je bilo na primeren način zaviti in ponuditi. Če je bila situacija drugačna, nobeno oglaševanje ne bi moglo spremeniti odločanja. To sem čisto prepričan. Čeprav je to film o oglaševanju, mislim, da nisem o oglaševalski akciji. Ta oglaševalska akcija je bila zelo pomembna. Ne mislim pa, da bi sama po sebi lahko bila zgodila. Je pa bila tista prejšnja oglaševalska akcija v Sloveniji, Slovenija moja dežela, v bistvu še bolj, čeprav bi bila direktno upletena, je pa v bistvu imela še večjo vlogo kot zdaj referendumska. Ker v referendumskem času je bila situacija že res zrela in vprašanje je bilo tako eksplicitno, da pravzaprav mislim, da je bil odgovor. Ampak tista Slovenija moja dežela je imela pa eno drugo. Absolutno. To je bil, se je imela tudi težave, da se ta akcija se nastavila, da so bili proti tem predvsej močni odpori obe ogledov. In je bila takrat tudi vedno predstavljena ne kot promocija Slovenije, ampak kot promocija turistične destinacije. Samo zelo podobno, se te spomnim, jaz se zelo dobro počutim, ker
za razliko od sodobnih srečanj vidim, da smo pač generacija skupaj, ne, in da nekakšnih, da imamo najbolj skupne spomine pa skupne razmišljanja. Akcija, ki se mi zdi, da je tu zelo veliko pomagala, je bila Podarim ljudem. Takrat so se pojavili prvič ta zavest slovenstva tako eksplicitno postavljena. Ne? Prvič so imeli tekmovalci na glavi Slovenija, Lipo in Viston, Zmagujmo skupaj in tako naprej. To so bile nekaj stvari, ki so se prepletale. Ne? Slovenija moja dežela je bila mogoče še en korak naprej, ampak sta bile približno istočasno, tako da sta eno drugo dopolnjevale. Ja, so bile stvari, ki jih je bilo treba reči, ki jih je bilo treba dati v medije, ki jih je bilo treba postaviti. In te so sigurno zelo močno. Spomnili se boste, akcija Slovenija moja dežela se je začela z proglasom. Tisti proglas je bil vizuelno, pa tudi po slogi pisanja zelo podoben proglasu Osvobodilne fronte. Ja. Tudi način govora in tako naprej. Skratka, tudi takrat so bile te paralele, namenoma so bile izkoriščene. Ja, ta režiser, ki je, vse to so mladi ljudje, to so vsi rojeni po Pinochetu, seveda, to se pravi po letu 73. Ta režiser pravi, da je ta akcija v Čilu pač spremenila prihodnost in Čile spremenila v trgovsko središče. Zdaj, če gremo pa na naša tla, se je pa nekaj strašnega zgodilo, prav škandaloznega, ne s tem, da je to geslo Slovenija moja dežela, prešlo v rabo enega tajskega banalnega oglaševanja. Ja. Simbolno to kaže, kako smo stopili, kako je samo še eno trgovsko središče tisto, kar funkcionira. No, če smo odkriti, tudi to geslo je bilo takrat formalno tudi tako zapakirano. Ni bilo mišljeno kot politično geslo, bilo mišljeno kot promocija Slovenije kot turistične destinacije. Za predpostavko, da se mora najprej domača javnost osvestiti in se usposobiti, sprejeti dejstvo, da smo turistična dežela in da moramo sprejeti prostor in tako naprej. Seveda, od zadaj je bil pa zelo močen. Kakor ta gospod je rekel o tem, morate vedeti, da je to v družbenem kontekstu trenutka. Tako da tudi takrat v družbenem kontekstu trenutka. Ja, seveda, zdaj naslednji korak take diskusije je, da gremo pa pač v politiko. Tudi to lahko, čeprav ne vem, če je to namen tega srečanja. So pa seveda te razlike po mojem vendarle pomembne, ker je Pinochetova vladavina je bila pač diktatura in se ni za kaj drugega niti predstavljala. Ni bila legitimna, bila legalna na ta način, da je sama sebe tudi obravnavala kot diktaturo. In se ni pričakovala in zahtevala nekega, bi rekel, navideznega demokratičnega plašča, kar je bilo drugje. Seveda, zato je bila tudi tisto, kar sem tako zastopil, da je bila podpora Združenih držav močna ravno temu plebiscitu, zato ker je bilo treba legitimirati to oblast. In ker so verjetno verjeli, da bo zmagala na plebiscitu, ampak
ni bilo simpatično imeti za svojega dobrega prijatelja v bližini državo, ki je odkrito diktatura. Ne? So pač želeli postaviti na svojo stran eno pravno državo, ki je pač legitimna. To se mi je pač izkazalo drugače, kot je, da so bila res pričakovanja druga. Ampak to sem hotel reči, da je ta razlika. Pri nas smo imeli državo, ki je imela jasne vrednote. Vse, ki je država, ni država, je druga, ampak vrednote so bile jasne. In so na nek način vendarle skupaj države in je bilo jasno, kaj je prav in kaj ni prav. To se nam je pa potem na glavo postavilo. Kako ste pa vi te scene, ki prikazujejo ta ambient marketinški, ti ogledi filmov, jaz se spomnim, kar sem imela stikov s kakšnimi režiserji, so zmer malo trepetali, kako bo naročnik sprejel nek izdelek. Kako je v tem filmu to prikazan? Mislim, da je dosti dobro prikazan. V mojem času smo imeli privilegij, da smo bili takrat en korak spredek. Smo v srečanji z naročniki vedno nastopili z enega predpostavka, da vemo več od njih. Da smo se zato morali poslušati, ker smo prišli govoriti o stvarih, o katerih takrat v podjetjih, o marketingu niso vedeli, tako rekoč nič odločevanja. Mogoče mi tudi nismo vedeli prav veliko, no vsekakor pa več od njih in smo vedno prišli s tem nastopom, kar nam je malo olajšalo, da so si mislili, mogoče tega mi ne razumemo dobro, oni pa že vejo. Ampak sicer je pa to seveda, danes se to še dosti hujše, kot je bilo takrat. Že takrat smo imeli tremo, ampak danes je pa to precej strogo pa ostro in ima naročnik zmeraj prav tudi, kaj nima. Sej pravzaprav ta režiser na tem ogledu tudi izrazito kaže, kako je on pravzaprav, kako neki več ve, koliko je suveren, koliko je profesionalen in tudi ta njegov stavk v družbenem kontekstu, je tudi en tak stavk, pod katerem lahko razne medije tudi vsaki priliki uporabila. Ja, ob vsakem. In tudi to nakazuje ta film lepo, ker se začne s tem, pa še tako je lepo na začetku, da kaže pravzaprav po tistem uvodu, misliš, da bo takoj v politiko z oglaševanjem šel, pa vidiš, da gre za tisto mesto tako kakolo, svobode, kar ima takaj. Pa zadnji tist nastop je spet isti stavki, iste reklame, samo trg je najpomembnejši. Tudi zanimivo je ta, a mislite, da ima tu kakšen večji pomen ravno ta generacija, recimo, da je star ta režiser, da je star tako 30 in 40, 35 in je pravzaprav izrazito ideološko funkcionira, saj na vzven, oziroma noče se z ideologijo sploh obremenjevati, ker je to bil tudi edini način preživetja, ampak ni to malo značilno za generacijo? Ja, seveda je vsaka generacija ima najprej svoj preživetveni nagon, in so bi rekel, te drugi zgoni, kot je užaljenost, jeza, sovraštvo, maščevanje in tako naprej, v bistvu komplicirajo življenje, večinoma. In v tem filmu se mi je zdaj to zelo zanimivo, ne samo, da je on druga generacija, njegov sin je tretja generacija, ki pa samo začudeno gleda in je prestrašen
in ne deli nobenega veselja, nobene euforije, ničesar, ne doživlja to čisto kot kakšen bo njegov spomin na to, nima nobene veze s tem, kar se v resnici dogaja. Ne. On ima sicer očeta, režiser, ta oglaševalec, ki ga je zgubil v tem, in to zanesljivo je njegova veza, njegova nit, katero je s tem povezan, vendar ne tako, kot ste rekli, da bi mu to zameglil pogled. On skuša gledati pragmatično, profesionalno. Ne. Čeprav film ta pozapravlječkem to vendarle poenostavlja, te procesi izgledajo precej tako ne zelo premišljeni, ne zelo studiozni, ne zelo. Danes se to, vendarle je ta časovna razlika, danes se to dela vendarle precej kompleksno in studiozno. Medtem ko njegova žena, je pa levičarka, ultralevičarka skoraj, je videti. In tudi ne prikaže v tem filmu, je pravzaprav ena kritika, te levice. Ja, levica nas kdaj zasluži kritiko posod, ne. To, da je levica jo ne upravičuje vedno vsem tem. Ja, zanesljivo, ne, to, da se samo neka generalna poza. Ne, ja, preprosto ni zadost, to je v kakšnih bolj vrelih časih, je mogoče to bolj potrebno, sicer je pa tisto, kar je tle vendarle zmagal razum, ne? Razumevanje, zakaj gre. Ne samo reakcija, ne samo refleksija, ne samo poza. Zelo lepe scene so tudi v tem filmu. Režiser je zelo tekočutno glasbo uporabljal, če se spomnite tistega prizora prvega z vlakcem, ki je iz Sibiriju so valček zraven šel tiho. Režiser je pravzaprav tudi imel take oglaševalske trike v tem filmu, da je naše emocije odprl. Vsekakor je film zelo tako emocija. In jasno je, najlažja pot, najhitrejša pot človeka je emocionalna. Sigurno je to tisto, kjer pravzaprav niti opazimo ne včasih, zakaj nas je nekaj prizadeva, pa se dotakne, in se spravi na neko razpoloženje. To je res tipično oglaševalsko, pa ne samo oglaševalsko, filmsko orodje. Kako ste pa recimo dojeli to, da je režiser uporabil to tehniko snemanja digitalno, ki je slika taka malo zapecana, malo pokvarjena, malo tako, kot da bi nekdo z roke snemal. Imate kakšno misel o tem? Da bi ustvaril tiste dokumentacije. Da bi ustvaril tist dokumentarnega filma mogoče. To pa tudi verjetno, da bi lahko uporabil te avtentične dokumentarne posnetke, da ne bi bila verjetno prevelika razlika med tem v sliki sami, med tistim prikazom teh raznih policijskih akcij, pa načeta, pa ne. Zanimivo je to, da je on uporabil dokumentarne posnetke, potem je pa del svojih posnetkov tudi malo na ta način, kot nek cinema verite, tako da bi autentičnost, pa neposrednost tega
ampak meni se zdi, da to malo preveč očitno, da je to manipulacija, ampak vendarle je s tem povezal tiste prave posnetke, dokumentarne, resnične in pa te, ki so bili zrežirani. Še ta vtis, da je vse skrat dokumentarno, ne, da meni tako je še nam podloženo. Je malo manj zaigran, kot je v resnici. Je pa prej, ko sem vas predstavila, ko sem rekla, velika osebnost novinarstva in oglaševalstva, sem začutila, pravzaprav je tle en tak, namreč novinarstvo je v službi resnice, recimo, oglaševalstvo pa v službi trga. Kako ste vi osebno te stvari doživljali? Vsej časopisi vemo, da tudi živijo od oglaševanja, to že, ampak vendar ste le Telex, urednik Telexa, ki je bil pa zelo novinarsko oster časopis, konsekventni. Ja, če bi bil do konca odkrit, bi seveda rekel, da prva ljubezen je novinarstvo, je časopis, ne oglas. Čeprav ima oglas svojo draž, ki vleče ljudi v ta poklic. To, da oglaševanje samo po sebi moraš vzeti kot nekaj pozitivnega, ne smeš ga vzeti kot manipulacijo. Pozitivno je, po mojem prepričanju, to, da je to najuspešnejši akcelerator gospodarskih gibanj. Da se gospodarski krog bistveno hitreje zavrti in dajo vložke in svoje učinke, če so pač podprti z oglaševalsko aktivnostjo. Ni treba čakati, da bo dober glas šel v 9. vas, ampak mu pomagaš, da pride kaj in seveda zato lahko prej dobiš učinke nazaj od vložkov in tudi na drugi strani, to je dvostranski proces, ljudje hitrej dobijo to, kar si pravzaprav za njih naredil in njim naredil. To je prvi pogoj, se pravi, moraš imeti pozitivno odnos do te dejavnosti. Drugače je pa seveda v tem, da imaš privilegij, da lahko tvoje domislice, tvoje besede, tvoje nagovore, da se multiplicirajo in distribuirajo mnogokrat. In da jih potem imaš možnost, da jih ljudje prevzamejo v svoje, da se jih odzove. In to je seveda, to je lepo, ne? Tako da je možnost ustvarjalnosti, da je možnost kreativnosti dela, nagovarjati ljudi. In seveda izjemno pomembna predpostavka je, da imaš ljudi rad. Samo tisto oglaševanje resnično učinkovito in deluje, ki izhaja iz razumevanja človeka, iz odnosa, ne iz cinizma in tako naprej. No, na drugi strani je novinarstvo seveda poslanstvo, je več kot to, da samo objavljaš in jaz sem pač imel priložnost, da sem ne samo kot novinar, ampak kot urednik, pa tudi kot predsednik družbe Upravnega odbora se s tem zelo resno ukvarjal. In prispodoba, ki sem jo doskrat uporabil, kada sem hodil kolege prepričati, da ne sem malo drugače obrnil, je bila Šeherezada. Jaz gledam, vedno sem gledal časopis podobno. Šeherezada je živela toliko časa, dokler je znala svojimi prigodami, svojimi povestmi držati pozornost in interes šaha. In podobno je seveda pri časopisu. Če delaš časopis, včasih ni bilo nujno tako, ampak recimo moj pogled je pa vse skozi ta, delaš ga zato, da boš tisto, kar vam ga zapakiraš in pošleš,
da bo to ljudje na nek način zanimalo, da imajo nek odnos do tega. Sicer je to nesmiselno. Ne? In pisanje samo po sebi se mi je vedno zdelo kot pisanje pisma. Sediš za mizo, napišeš na pismo, potem pa nekdo prebere. Ampak v obeh primerih je to zelo individualno. Razliko mogoče od televizije, ne? Jo dosti redko kdaj gledaš sam, ampak ko pa bereš časopis članek, ga pa sam bereš in si takrat na nek način vedno v kontaktu s tistim, ki ga je napisal. In je tako, se mi zdi to zelo osebno. No, in, to je tudi razlog, zakaj sem je novinarski poklic, kar je tudi njegovo prekletstvo, seveda tudi predvsem poslanstvo. To se pa potem lahko manipulira aparata nekaj čisto drugega. Ampak saj sem bil jaz aktivno vpleten v to, sem ga tako razumel in sem probal slediti temu. Ja, se sta oba poklica, tako podvržena možnosti manipuliranja z drugimi, ampak zato je pa pri obeh poklicih etika tako zelo pomembna. Ja, seveda. Etika se je nasploh izgubila, ne? Etika danes, včasih smo imeli, bi rekel, zaukazano, skupno etika je polnoma jasno, kaj je danes. Morda ne je bil ta obrat pri nas tako hiter, da smo v nekem trenutku izgubili občutek. Ko smo spremenili sistem, so kar naenkrat prihajali med nas poslanci, od poslanci bi rekel, ne vem, od kje so se vzeli, ampak kar naenkrat so vse vedeli o kapitalizmu, o borzah, o kapitalu, o tem, kako se drugače dela in kako so te pač bili drugače. Te pač ne bo več tako. Ne. In so bili seveda iz dneva v dan zelo uspešni v tem, da so nas pripričali, da pač to, kar smo do zdaj mislili, da je prav ali pa da ni prav, da pač to ne velja več. In takrat se je verjetno sprostila ta energija, ki bazira v tistih človeških lastnostih, ki jih imamo vsi, ampak jih zaradi civilizacije, vzgoje in drugega ne spuščamo in ne dajemo možnosti, da se razživijo, jih potisnemo nekje nazaj. Ne. Vsi smo malo nevošljivi, vsi bi raje šmeljke, ne. In tako naprej. Ne. Ampak nas vzgoja in sploh etični okvir, ne, to je rekel gospod v kontekstu, ne, družbenih razmer sili, da se obnašamo tako, kot ne bi bilo prav, kot je splošno sprejeto. Nam se je ta okvir sesul in ko se je začel na novo graditi, se je gradil, bi rekel, spontano, na vides nekontrolirano, mogoče je celo kontrolirano, ne vem, ampak gradil se je tako, ker bi se gradil pred več stoletij, vse od začetka. Mogoče se je tudi nam to zgodilo, da smo si napačne stvari za cilje postavili, da smo mislili, da je demokracija cilj, ko je pa vendar samo en orodje, pa okvir, v katerem lahko svoje cilje dosegamo, ali pa tudi Evropa, sej Evropa ni cilj, Evropa je prostor, kjer se udejanjamo. Ja, absolutno, ne. Ampak nam so se res, rekel, elementarne vrednote na nek način postavljene na glavo. Ne. V našem času je bil privilegiran delavec, menedžer je bil pa sumljiv. In partija je skozi skrbela, da je ostal sumljiv in ga ni. Ko je po izkušnji iz 60-ih let, ko je bil prvi obračun z direktorji, oziroma s tem tehnokrati, tako sem nekaj rekel, je potem vedno to držala na kratko.
in direktor je bil še tako učinkovit, je imel lahko 4 ali pa 5 plač, snažilke pa nič več. Na drugi strani je bilo treba proletariat skozi na svoji strani imeti in je bil privilegiran. In nimam nič proti temu, se je bilo fajn, ampak bil je privilegiran, bilo je drugače. Potem se je pa obrnilo čez noč. Pa kar naenkrat delavc ni nič vreden, a dobi plačo, ne dobi plačo, to je druga stvar. Menedžer pa lahko leti v nebo s svojimi. Zakaj? Zato, ker to paša v en drug kontekst, v katerega pa smo sami prišli. Ker je to en drug kontekst. In gremo van ta solidarnost in ta alienacija ni pasala, je bila moteča, dobro je. Zanesljivo je tudi to problem produktivnosti družbe v celoti. Ampak, če je bilo to korektivnih faktorjev, da je danes težko izločiti ven, kaj je tisto najbolj pomembno. Če se še malo na film vrtimo, ali ste ti vedeli za to geslo, kdor ne skače, niti nočete? Ne, pa tudi to ne vem, če prevajalc zapisal, ali pa res o filmu. Jaz ne razumem španska, ampak mislim, da sem to razumel. Zdaj sem jaz zelo... Jaz sem na to pomislil, ampak sicer hvala dobro reči. To je ta zeitgeist. Da se v podobnih situacijah po celem planetu neke podobne stvari sprožajo in dogajajo. Mogoče pa tiskaj pa nas to pa bi rekel slišati. Ja. Kako je ta tenka meja med oglaševanjem pa med političnim oglaševanjem, pa prikritim političnim oglaševanjem? No, Jacques Segala, to je, rekli smo, papež evropskega oglaševanja, on je naredil Mitterranda, pa tudi naško Drnovško je pomagal v oblast. Je rekel, da ni mene razlike med oglaševanjem Franega Praška pa predsednika države. Zdaj seveda v tehnologiji, produkti se razlikujejo, in jih to treba drugače delati, ampak sicer gre pa res za isto stvar. Nekomu hočeš nekaj prodati, nekomu hočeš ponuditi neko mnenje, neko stališče, ki ga hočeš v to prepričati. In zdaj, Franjo Praško si dela na en način, pri predsednikih države pa na drug. Zdaj, tu se je poleg oglaševanja pojavila še ena nova veda, ki se reče PR in odnosi z javnostmi, ki je prerastla in marketing in oglaševanje in včasih so menedžiranje ratela strahovito pomembna. Tako da je dostakrat težko ločiti, kaj je kaj. Celovitost nastopa, obnašanja, ne samo oglaševalska podoba je tista, ki funkcionira v javnosti. Kar se tiče prikritega oglaševanja, dolgo časa je bilo prepovedano. In je danes imamo cele filme, James Bond in to naprej, temu se reče product placement. Da produkt nastopa pravzaprav kot glavni junak, ali pa vsaj kot pomemben del zgodbe, ki ga film prinaša. To je ta nova etika, pa nov kontekst. Še kakšna misel o tem filmu? Lahko samo vprašam, kako pa gledate ta odnos med tem oglaševalcem in njegovim delodajalcem? To je zanimivo. On se je pokazal na koncu po čisti profi, on oglašuje, on mu je celo pomagal na koncu, skratka, bil je neopredeljen, no, on je že bil opredeljen za tam in za vest. Ampak vsem ta odnos tega njegovega delodajalca do njega, kako vi to vidite? Hvala.
Ja, nekaj moramo vedeti, da se je med tem spremenila oblast, ne? Da je pravzaprav bil zdaj njegov ta podrejeni je v drugem položaju, ne? Kot bi bil, če bi zmagal Pinochet. Da ne vemo, kako bi se ta Guzman, kako bi se on obnašal v tem primeru. Ampak vendar mislim, da je bila ta zveza med njima toliko močna pa profesionalna, da mislim, bi si še zmer pomagala. Ja, sej, on je že prej toleriral to, ne. Že to je bilo, recimo, malce čudno, ne. On je vedel, da ta dela in je to toleriral, sta delala vsak na svoji strani. Ampak to govori o tej prepletenosti, o tej večpolnosti vseh nas. Nihče, ljudje niso bili samo eno ali samo drugo, so bili vedno tudi en mačken na drugi strani. En malo so, če drugega ne, en malo so participirali, en malo so, ali pa to malo špekulirali. No. To je tako, kar klasična slovenska zgodba, ki je oče dal enega sina v partizana, drugega pa v domobrance. Tu je seveda, v bistvu je to pozitivna poanta filma, zato ker ne govori o popolni razdeljenosti, popolni polarizaciji. Govori seveda o pragmatizmu, ki je okužil ljudi, ampak ta pragmatizem je tudi pomagal zlesti ven iz tega. Da meni se je to v bistvu pozitivno sporočilo. Ja, tudi meni se je zdelo to eno tako vezivo, no, družbeno vezivo. Tako da sem da tudi tega vesela. Še kakšno taka misel? V enem intervjuju ste rekli, da ste najboljši, kadar razvijate projekte, boljši kot potem, koliko je enkrat narejeno in je treba iz tega pravzaprav dobivati. Kaj razvijate? Ja, sej v svetu v teoriji menedžmenta veljata dva tipa menedžerjev, tisti razvijalci in tisti potem razvijalci, eni, ki so recimo pionirji in drugi, ki ne bi potem perfekcionisti. Ne. Ja, jaz seveda nisem več v tisti dobi, ko bi gore premikal, pa kako kaj tasga počenjati. Upet sem še vedno v oglaševanje in razvijamo oziroma vodimo neko globalen projekt. Bil sem dolga leta, sem bil predsednik oglaševalskega festivala Nove Evrope Zlati Bogen. In ko se je to izteklo, smo naredili, ne sam seveda, bi rekel festivalov, neke sorte interkontinentalni oglaševalski pokal, kjer so najbolj pomembni oglaševalski festivali iz Azije, iz Amerike, Evrope, pošljajo svoja najboljša dela skupaj in so potem še enkrat žirirana in je to nekako, bi rekel, medcelinski pregled kreativnosti z poanto, da ne na globalnosti, ampak na, ko mi rečemo, genius loci kreativnosti. Šestkrat smo ga že naredili, ne upam, da ga imamo sedmič. Ta zadnji je bil v Istanbulu. Ste šli v Istanbulu malo spet? Ja, ne vem. Mogoče ja, ampak razmišljamo tudi v kakšnih novih lokacijah po svetu. Od Brazilije do Nemčije. Vehementno. Pa bi tudi sem kaj pripeljali? Ja, to je pa hud problem. Tovrstni dogodki so bili še ne tako daleč nazaj, bi rekel, profitabilni dogodki. Ljudje so se radi odzivali in v podjetjih so takrat je funkcionirala tako imenovana incentive turizem, kjer so nagrajevali zaposlene z
raznimi takimi udeležbami na festivalih, simpozijih, konferencah in pošiljali po svetu. Danes, ko se ta zanka v podjetjih zateguje, je tega vedno manj možnosti denarja. In tudi na drugi strani se prav tisti, ki pošiljajo ocenjevanje, so prisiljeni v racionalizacije. Svoje so pa pravi še novi mediji, zaradi katerih ni potrebno, da si fizično prisoten čisto po svet, kjer bi se bil udeležil. Tako da so težave in danes ta dogodek potrebuje gostoljubje. Ne more sam po sebi živeti. In gremo tja, kjer so nas radi povabijo in so pripravljeni tudi kakšne stroške pokriti. Naš okolje danes ni tako. Čas je pa Poljske. Tem bo zdaj na Poljskem, kar se hitro razvija. Mislim, da vas bojo povodi. Kaj pa kakšna politična kampanja bi vas lahko pritegnila? Ne, tega sem se stara mama naučila, kaj je politika, ne bom povedal kaj, sem ga govoril, ampak od takrat naprej sem se vedno držal tega, da se to nisem zapletal. Res je, da sem bil, to lahko priznam, v nekem obdobju, stajniškem, ne, kako smo bomo rekli v tem obdobju lansko leto, se mi je zdel, da nimamo pravice stati ob strani, ko se odloča, ko se ta povoz pele, kaj naše otroke čaka. Sem se v eni od teh spodbud tudi malo angažiral. Gibanje, ki se mu reče sinteza, je bilo vse še živo. Sem angažiral, sem probal svoj prispevek, sem to nekaj pisal o tem in tako naprej. Ker se je pa potem stvar izkazala, da se v Sloveniji ne da. Da se v Sloveniji takoj, ko smo trije skupaj, imamo 4 ideje in potem vsak svojo linija za vsako ceno naprej in da je to izgubljena bitka. Na tem sem obupal. Če da treba eno marketinško akcijo, ki bi ravno te stvari, to ločevanje, kako bi rekla, očrnila. Ja, ampak to ne pomaga. Tle vzad so interesi, tle vzad so nagoni, tle vzad so strasti in to se je pri nas zgodilo do take mere. Predvsem pa marketinška akcija rabi naročnika in financerja. Moramo še sam. Lahko vsak časa se pojavi kakšen članek, tudi jaz čas kakšen ga napišem. Pa kaj pa? Moramo čakati potem na eno čisto novo generacijo, da bo kaj spremenilo. To sem pa globoko pripričan. Ta generacija je upravila svoje in bolj, da se umakne čim prej pusti naslednik. Upam, da ne še na tretjo treba čakati. Jaz bi rada, preden zaključite, rekla, da mene ta film na nek način poučil, kako sploh pride do tistega končnega izdelka. Mi javnost vidimo pač nek plakat ali po neko oglas v televiziji, pa ne vemo, koliko enega, najprej nekih borb med ljudmi, ki nek oglas hočijo, med ljudmi, ki to imajo svoje zamisli in kako se potem to realizira. To je en posel, ogromni napori, strasti, sigurno, zraven. In to je meni zelo zanimivo. Drugo, kar se mi zdi pa čudovito, je pa, da ste gospoda Apiha povabili, ker je resnično najbolj kompetenten človek, da o tem govori, ker to je njegovo življenje. Mislim, da ne smemo ga obremenjevati, da mora zdaj on Slovenijo reševati.
Če tudi moja prva misel je bila, ko ste vprašali, rabimo enega takega človeka, da bi brez krvi in brez uničevanja ustvarili en sistem, ki bo zdržan in civilizacijski in solidarni, ne vem kaj, to, kar si želimo. No, ampak prisrčna hvala res za izbor gosta tudi, ne samo filma. Zelo vesela, da ste sprejeli to povabilo in vidim, da je to splošno veselje. Jaz sem vesel tega povabila, hvala in se pravim, da se počutim doma. Mi se pa vidimo šele iz tega konteksta. Mi se pa vidimo malo kasneje, zdaj ne čez 14 dni, ker je lip in čez en mesec upam, da boste vmes šli pogledati kakšen film, magari v kinodvor in da bo vse imeli takrat.